po našem res trdnem prepričanju Slovenija mora ostati tudi industrijska država. Namreč prav od razvoja industrije je v dobršni meri odvisna tudi podoba in socialna podoba naše države v prihodnje. Vse stvari se zagotovo spreminjajo. To so kolegi dali tudi vedeti. Ne. Samo da ilustriram. Leta 1995, pa 1996 se je dramatično zmanjševalo število zaposlenih v industriji. Statistika je tukaj neizprostna. 14.500 delovnih mest je propadlo. Prvi se je zgodilo v letu 2007 in to je zagotovo dober podatek, izhaja že iz tega, kar je kolegica Lidija malo nakazala, se je v celotni industriji povečalo število na novo odprtih delovnih mest. Pomembna stvar. Zato, ker sindikati se ne borimo samo za to, da bi delovna mesta ohranili, pač pa, da se odpirajo nova, poudarek je seveda kvalitetna delovna mesta. In v letu 2007 se je na novo odprlo 6900 novih delovnih mest, kar je spodbudno. Slabo pa je v tej številki, ko se vprašamo o kvaliteti teh novih delovnih mest, skozi optiko seveda delovnih razmerij. In nekaj, večina sodi v skupino dela za določen čas, bodi si seveda zaposlitev preko agencij. To je nesporno slabost tega trenutka. Resen, velik problem. Prihodnost industrije je preprosto potrebno graditi na znanju, inovacijah, v naložbah v sodobno tehnologijo, v uveljavitev sodobnih blagovnih znanj. Ne pa več, kar se žal prepogosto dogaja, na večji pridnosti, večji storilnosti. Tukaj so meje že dosežene v Sloveniji. Tukaj se ne da več iz teh področij iztisniti od našega delavca oziroma delavke. Velika odgovornost, poleg seveda politikov, kakšen prostor ustvarjajo, kakšne makroekonomske pogoje ustvarjajo s svojimi odločitvami, je seveda velika odgovornost še vedno na strani lastnikov podjetij. Lastniki podjetij, kakšne uprave postavljajo, sposobne ali pa nesposobne uprave oziroma menedžerji. Kakšne cilje postavljajo tem upravam. Ali zgolj hlastanje po dobičkih, v kratkem času čim več, ali pa skozi optiko družbene odgovornosti podjetij, kar je normalen pojav v večini evropskih držav, mislijo tudi še nekoga drugega, na zaposlene, na prihodnost teh ljudi in na okolje, v katerih delajo. Tako da, jaz bi rekel, v tem trenutku tisto, kar ogroža industrijo pri nas, če odmislim politike s svojimi odločitvami, takšnimi ali drugačnimi, bi rekel, znanje oziroma neznanje ogroža. Neznanje pri sprejemanju poslovnih odločitev. Potem prevzemi, ki niso v večini primerov v funkciji iskanja nekih učinkov za to, da bi se odpirala nova kvalitetna delovna mesta, da bi razvojno bili naravnani, ampak prepogosto se hlasta po dobičkih in znotraj tega ni kaj za skrivati. Mnoga naša podjetja, zlasti velika, so ogrožena zaradi cen stavbnih zemljišč. Na videz paradoksalno, na videz za nekoga težko povežeš z vso do naših podjetij, ampak se mnoga podjetja nahajajo na velikih in zanimivih lokacijah skozi interes pač določanja teh gradbenih zemljišč, obstoja permanenten strah zaposlenih in sindikatov, da so pri nekaterih procesih v ozadju interesi kapitala, brutalnega kapitala, ki se pozvižga na delovna mesta, ampak preprosto gradnja, prodaja in izjemno veliki zaslužki. In zdi se mi pač pomembno seveda reči, in se spustiti v življenje in stisko delavke oziroma delavca. Mnogo preveč je še vedno zaposlenih v naši industriji, ki
ki od večje konkurenčnosti, večje gospodarske rasti, večje intenzivnosti dela nimajo prav nič. Živijo na meji revščine. In tisto, kar je pomembno opozoriti, je preprosto naslednje, ker je potrebno misliti v prihodnje in tudi ta tiskovna konferenca govori o prihodnosti. Ti ljudje, ti delavci in te delavke, ki prejemajo minimalno plačo, sedaj, teh je dosti in preveč, 566 bruto, bodo šli tudi v pokoj. In ker že pri teh plačah ne morejo normalno živeti, bodo, ko gredo v pokoj, dokazljivo, tukaj bi treba pač biti v iskanju odgovora reveži, še večji reveži, kot so sedaj. In zato v tem delu svobodni sindikati opozarjamo, in tukaj je zagotovo pomembna vloga države, da bomo morali v nadaljevanju razmisliti, ali so v tem delu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ko določa meter prav za to skupino ljudi, res rešitve po meri v zaščito tudi tega delovstva. Sindikati pravimo ne. Mislim, da ena izmed pomembnih nalog je, da bi ta meter, ki določa te najnižje pokojnine, prav temu industrijskemu delavcu, morali preveriti in poiskati rešitve, da bi vendarle zaščitili to skupino zaposlenih.